Lep pozdrav vsem skupaj še enkrat. Vlada se je danes na svoji seji seznanila s prvim poročilom o ukrepanju in posledicah močnega neurja s točo in poplavami v vzhodnem delu Republike Slovenije 8. junija 2018. Poročilo zajema splošno vremensko situacijo, izdana opozorila, v navedenem obdobju opis posledic, odziv pristojnih organov, reševalnih služb ter obveščanje javnosti in trenutno stanje. Po tem, kaj je bilo narejeno v tem času, je ugotoviti, da je Agencija Republike Slovenije pravočasno napovedala napoved tega neurja, ki ga žal ni bilo mogoče preprečiti, da so sile za zaščito, reševanje in pomoč občine, javne službe se pravočasno odzvale na nesrečo, z učinkovitim ukrepanjem tudi preprečile še hujše posledice. Na posameznih področjih sanacija še poteka. Močno neurje je naredilo poškodbo tako na stvareh kot v kmetijski proizvodnji. Po poročilu občine Črnomelj je bilo poškodovanih 1944 stanovanjskih hiš, 50 industrijskih objektov, 12 javnih zavodov, 2723 gospodarskih in drugih objektov ter 9 objektov kulturne dediščine. Po poročilu občine Semič je bilo poškodovanih 96 objektov, sprožil se je tudi manjši zemeljski plac. V sami intervenciji je sodelovalo 3144 pripadnikov sil zaščite, reševanja in pomoč, od tega 2849 gasilcev, tako iz domačih gasilskih zvezkov, tudi iz širšega okolja. Prav tako tudi pripadniki civilne zaščite, Rdečega križa, delavci cestnega podjetja Novo mesto, podjetja Elektro Ljubljana, sodelovali pa so seveda tudi gasilci iz sosednje Hrvaške. Uprava za zaščito in reševanje je 12. izdala sklep o pričetku postopka ocenjevanja škode na stvareh, na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi v občinah Dobrna, Mozirje, Prebold, Podčetrtek, Rečica ob Savinji, Rogatec, Šentjur, Šoštanj, Šmartne, Pelješah, Tabor, Velenje, Vojnik, Zreče, Apače, Dobrovnik, Obilje, Ljutimer, Razkrižje, Šalovci, Velika Polana, Veriželj, Črnomelj, Semič, Goriščnica, Majšperk, Ormož in Zavrč. Pričakujemo, da bodo občinske komisije podale poročilo do 3.6., potem do 3.7., do 6.7. pa se bo pripravilo to končno poročilo, ki bo potem podano tudi na vlado in kjer bomo lahko govorili tudi že o konkretnih številkah, ker trenutno imamo številke, ki nam jih posredujejo občine in so res izrečene tako na hitro. Vlada ob tem je sklepu sprejela tudi ugotovitev, da je bilo aktiviranje gasilcev, civilne zaščite, vseh drugih reševalnih služb, pristojnih javnih gospodarskih služb na vseh ravneh pravočasno, njihovo delovanje je bilo organizirano, prizadevno in učinkovito in da vlada vsem, ki so bili vključeni v to pomoč, v reševanje, izreka tudi posebno priznanje za njihovo pomoč in seveda tudi zahvalo. Kot sem povedala, končno poročilo bo pripravljeno 6.8., vkolikor bodo vsi lahko 6.7., vkolikor bodo lahko vsi podali poročila. Trenutno pa sama popis škode poteka poleg občinskih komisij tudi v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na državnih cestah pa Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Hvala ministrici, na to temo tudi pristojna ministrica za izobraževanje. Izvolite. Pozdrav vsem skupaj, kot je že povedala kolegica Katičeva, vrsto škod je bilo povzročenih tudi na vzgojno-izobraževalnih objektih, tako na vrtcih, osnovni šoli kot seveda srednješolskem delu, ker imamo že sicer precej slabo stanje nekaterih objektov, je to neurje pravzaprav samo še doprineslo k temu, da so potrebne na nekaterih objektih celovitejše rešitve. Zato smo tudi vladi predlagali skupaj in usklajeno z Ministrstvom za finance, da se seveda tudi na teh vzgojno-izobraževalnih objektih sodeluje pri sanaciji škode v skladu z zakonodajnimi podlagami in hkrati, glede na podatke, ki nam jih je podala občina Črnomelj do tega trenutka, ti podatki se še vsakodnevno zbirajo in preverjajo, je seveda problematična investicija v sanacijo strehe osnovne šole, predvsem je neprimerna po našem mnenju in zaradi tega tudi potreben večji
največji poseg glede na dotrajanost osnovne šole, ta je bila tudi do sedaj v najslabšem stanju in zato tudi predlagamo potrebo po izgradnji nove šole. Vlada je tako s tem tudi pooblastila Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da nadaljujemo z vsemi postopki usklajeno, seveda na vladni ravni in seveda v skladu z pridobitvami vseh dejanskih podatkov, ne le neposredno iz občinskega dela, ampak seveda tudi v povezavi s celovito oceno škode. Hvala. Hvala. Vaše vprašanje na to temo za obe ministrici oziroma za eno ali drugo. Izvolite. Hvala, Majca Planet. Govorimo o... hvala. Govorimo o denarni pomoči ali kako? Govorimo seveda o denarni pomoči, ki bo morala biti usklajena tudi v skladu z ostalimi zakonodajnimi podlagami glede naravnih nesreč in seveda predvsem z ustreznimi postopki sanacij. Vemo, da je šolsko leto še v teku. Tukaj bi se res želela iskreno zahvaliti vsem vodstvom šol, vrtcev in seveda tudi župani, da so tako sodelovalno rešili v resnici zelo aktualen proces. K sreči se je matura ravno zaključila, tako da so si med seboj šole tudi z uporabo objektov pomagale. Glede samih postopkov pa bomo seveda vas tudi sprotno informirali, kajti potrebno je seveda pripraviti najprej ustrezno dokumentacijo. Hvala. Še kakšno vprašanje TV Slovenije, izvolite. Sandra, tukaj lahko še govorimo o kakšnih številkah glede denarne pomoči? Strani občine so v tem trenutku že poslane nekatere prve ocene na posamičnih objektih, ki pa so samo neposredne ocene trenutnega ugotovitvenega stanja. Takšno stanje lahko namreč prinese tudi ugotovitev nadaljnjih nekaterih napak, ki se povzročijo oziroma potrebnih dopolnilnih sanacij. Nekaj objektov so ocenili, lahko rečem zdaj na hitro s tistim prvim pregledom, tako vrtec Otona Župančiča v enoti Loka in Čardak, potem seveda osnovna šola Loka, ki sem jo že omenjala, in pa osnovno šolo Mirana Jarca ter osnovno šolo Vinica. Vsega skupaj v tem trenutku je ocene neposredne škode približno $500 000, kako pa naprej postopati še z ostalimi vsemi ugotovitvenimi stanji, pa je, kot rečeno, bilo pomembno, da smo sprejeli tudi vladni sklep, da postopkovno to peljamo naprej. Tako, najlepša hvala na to temo obema ministricama. Nadaljujemo z drugimi aktualnimi temami. Nasvidenje, hvala. Hvala. Dober dan. Vlada je danes obravnavala nekaj tem tudi z področja pristojnosti Ministrstva za finance. Rada bi izpostavila predvsem 3 teme. Vlada je danes sprejela sklep o začasnem zadržanju izvrševanja proračuna na proračunskih postavkah tako imenovanega integralnega dela proračuna. Gre za ukrep, ki ga predvideva Zakon o javnih financah v primeru, če so po sprejetju proračuna sprejete kakršnekoli nove zakonske obveznosti in je treba poskrbeti za plačilo teh obveznosti. In spomnili se boste, da je v spomladanskih mesecih Državni zbor sprejel zakon, s katerim so se povišale denarne socialne pomoči. Po oceni resornega ministrstva bo potrebno za ta namen v letošnjem letu zagotoviti najmanj €50 milijonov. Poleg tega so se v polletnem izvrševanju pokazale potrebe po dodatnem zagotavljanju sredstev tudi za nekatera druga izplačila na področju zagotavljanja socialne varnosti in pa na področju plačil za izvajanje šolskega sistema. V skladu z zakonom ima zdaj vlada 30 dni časa, da z ukrepi v svoji pristojnosti zagotovi ponovno uravnoteženje prihodkov in odhodkov državnega proračuna. Ukolikor pa bi nam to ne uspelo, moramo potem v nadaljnjih 15 dneh predložiti Državnemu zboru v obravnavo rebalans letošnjega proračuna. Glede na izvrševanje proračuna v prvih mesecih letošnjega leta pričakujem, da bomo z skupnimi napori vseh resorjev lahko v okviru
sklepov oziroma v okviru aktivnosti, ki jih imamo v svojih rokah oziroma v svoji pristojnosti, zagotovili ponovno uravnoteženje državnega proračuna in da bo po tej začasni zaustavitvi mogoče proračun normalno naprej izvrševati. Tudi v času začasnega zadržanja ostane izvrševanje državnega proračuna na področju črpanja evropskih sredstev in pa na področju porabe sredstev, namenskih sredstev, ki so pomembna predvsem za izvajanje investicij, neokrnjeno in lahko teče nemoteno naprej. Nujno novo prevzemanje obveznosti na integralnih postavkah proračuna pa bo enako, kot je to dogajalo se tudi v preteklosti, odobravalo oziroma soglasje nanje podajalo Ministrstvo za finance. Druga tema, ki jo je danes vlada obravnavala, vlada je sprejela odziv Slovenije na pripombe tretjih oseb v postopku presoje zakonitosti državne pomoči Nove Ljubljanske banke. Vlada je predlog odziva, kot smo ga pripravili na ministrstvu, potrdila in me pooblastila, da odziv posredujem Evropski komisiji v nadaljnjo obravnavo. Žal je vsebina oziroma glede na pravila, ki jih postavlja Evropska komisija, je ta del postopka zaupne narave, zaradi tega vam več o vsebini pripomb, našem odzivu in pa o vlagateljih pripomb ne morem dati več informacij. Tretja tema, s katero se je vlada danes ukvarjala, vlada je opravila sejo skupščine družbe KAD, kapitalske družbe, kjer smo se seznanili z letnim poročilom KAD-a za poslovno leto 2017. Dogovorili smo se o imenovanju oziroma o ponovnem imenovanju 2 članov nadzornega sveta KAD-a, katerima mandat poteče v mesecu avgustu letošnjega leta. Seznanili pa smo se tudi z predlogom uprave in pa s potrditvijo nadzornega sveta, da želi družba KAD v prevzemnem postopku prodati delnice družbe Gorenje in temu nismo nasprotovali. Toliko z moje strani. Izvolite, kakšno vprašanje za ministrico za finance? Izvolite. Hvala, Nejc Gole, Delo. Mene zanima, kje boste našli minimalno 50 milijonov evrov, da to prinesete noter. Pravite minimalno 50, koliko bo ta cifra, ki jo morate najti, pa bo to zdaj na... Torej, prve ocene pristojnega ministrstva kažejo na primanjkljaj na tem področju približno 50 milijonov evrov. Ker pa se je zakon začel izvrševati šele 1. junija, pričakujem, da bo ministrstvo za delo dalo podrobnejše ocene v prihodnjem tednu. Glede na dosedanje izvrševanje državnega proračuna ocenjujem, da je možno pričakovati določene prihranke na različnih postavkah proračuna in prav ta mesec dni, ki ga imamo na razpolago v času začasnega zadržanja, nam bo omogočil, da opravimo razgovore z vsemi proračunskimi uporabniki in skupnimi močmi poiščemo rezerve. Začela bom pa seveda pri sebi. Izvolite, še tebe Slovenija. Sandra Trupej, ste se morda kaj pogovarjali o državni pomoči v Črnomlju? Koliko denarja bi se lahko namenilo za to? Kolegici, ki sta pred mano stopili pred vas, sta pojasnili, kakšne sklepe je danes vlada sprejela v zvezi z naravno ujmo v Beli krajini in pa tudi v nekaterih drugih področjih Slovenije. Najprej morajo komisije, ki ocenjujejo škodo, opraviti svoje delo, pripraviti končno poročilo. Mislim, da je postavljen rok v začetku julija in na podlagi teh ugotovitev in pripravljenih sanacijskih programov se bo zagotavljalo tudi sredstva. Tako, še eno dodatno zadnje vprašanje na izpostavljene teme predpostavljam. Tako.
Zdaj ste že malo omenili, ampak kaj praktično pomeni zamrznitev proračuna? Za državo, Praktično to pomeni, da se nemoteno naprej izvršujejo tiste obveznosti, ki so že bile prevzete, se pravi pogodbe, ki so bile že sklenjene, se normalno izvršujejo naprej. Normalno se izvršujejo naprej vsa plačila, ki imajo podlago v zakonih. In kar pa se tiče drugih plačil, morebiti nekih novih nakupov ali karkoli podobnega, pa je potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za finance. Predvsem je pa to čas, ko lahko vsak pri sebi pogleda in realno oceni, kaj bo dejansko do konca proračunskega leta še delal in narediti tiste prerazporeditve, ki so potrebne. Tako, hvala lepa tudi ministru za finance, hvala vam in seveda lep dan.